Takole slovesno so Kamničani sprejeli viceprvaka Ultraman triatlona Havaji 2009 Mira Kregarja, ko se je leta s Havajev vrnil v Kamnik. Z njim je prišla tudi njegova spremljevalna ekipa SAPA. Predsednik leti Matjaž Repše je povedal: Hvala, ker ste tako množično prišli pozdraviti našega prijatelja in viceprvaka Mirota. Še enkrat aplavz. Eno leto nazaj smo se pričeli samo malo v šali pogovarjati o tem, da bi mogoče šli v spremljevalno ekipo Mirotu. No, iz te šale, popolnoma nedolžne šale, je prišel ta uspeh. 5 članov se je udeležilo, moram reči, malo enostavno, bolj enostavno smo to vzeli v štartu, pokazalo se pa je, da je to težko garanje. Spregovoril pa je tudi viceprvak Miro Kregar. Miro Kregar, velik aplavz, dame in gospodje! Dobro večer, hvala lepa vsem, ki ste se danes zbrali v tako velikem številu. Miro, kadar mi navadni zemljani razmišljamo o Havajih, imamo tole preprosto predstavo. Morje, plaža, punčke, pa koktel, to je ne več, kar zmore naša glava. Gotovo ti tega nisi doživel, ne? Ja, doživel sem morje, predvsem morje, plaža, tako, pri vhodu v morje in izhodu iz morja. Ostalo je bilo pa zdaj danes pluje, ta teden. Aha. Letos je eno posebno leto, ti imaš 25 let tega tekmovanja in tudi tekma, kjer si pravzaprav se tako dobro odrezal, je tudi sovpadala s svojo 25. obletnico. Ja, točno, 25-letnice sta bili letos in 25-letnica tega tekmovanja Ultramana na Havajih in pa 25-letnica, odkar sem jaz prvič nastopil na triatlonu. To je bil triatlon let pred 1984. Zdaj eno filozofsko vprašanje. Kaj se mora s človekom zgoditi v življenju, da se odloči za tako naporen šport? Ja, se prej že odgovoril. Bili smo tam v stranju doma, ni bilo kina, ni bilo diska, smo mogli pa pač nekaj drugega početi in jaz sem tekel. Ja, pa ne pa plavaš, pa kolesaraš še zdravo, ne? Ja, seveda, potem smo pa to gnare nabrali, da smo kolo kupili, smo se pa s kolesem vozili. Recimo, če primerjaš najtežjo tekmo tvojega življenja, kam bi se vrnil? Kam bi se vrnil? Najtežjo sigurno ne, najlažjo. V spomini. Aha. Ni bilo dolg nazaj letos, avgusta, pa bilo je tudi nekaj Kamničanov tle z mano, Matjaž Balantičev, Planko in tako dalje, ko smo dirkali v Podrsdorf, ga pa Ironmana in ta je bila ena najtežjih, vsaj glede plavanja, kolesarjenja in tako dalje. Mislim, težka je pa skoraj vsaka, no, če hočeš doseči dober rezultat. Franc Pestotnik Podokničar je vprašal Mira Kregarja, če je pil tudi kaj cvička. Moj skrbovalec to tekmo, gospod Matjaž, on mi je delal napitke in jaz sem samo poslušal, mislim, samo tisto je malo, kar mi je on pripravil in delovalo, moram reči, odlično. A je bil kaj cvička notni, ne? Ne vem, cvička menda ne, bilo je pa nekaj vspira, bilo vri govora, da hitro pojenja v avtu. Tako da so zvodili kriv do nami, da ga jaz kos malo pijem. Dokdaj meje, kje so tista leta, ko recimo moški v teh tekmah tudi neha? Ne vem, pri 75 menda. Res da? Franci Cokan je star 75, to je Slovenec iz Sietla, on še zmeraj Ironmane dirka, recimo. Slovenci smo pač pravzaprav taki, ko nekoga postavimo na tron, ga hočemo biti samo gor, pa še više. Čim pade dol, potem ni nič več. To se dogaja z mnogimi vrhunskimi športniki, nažalost, ampak zdaj pa vprašanje za tebe. Kdaj in če je želja biti tudi prvi v tem skupini? Ja, ta želja je skozi prisotna, seveda, normalno, samo razmere so take, da je to ni clo. Ejte, to je težko, sigurno, da je želja prisotna, ker manjka mi še prvo pa četrto mesto med prvih 5, ampak dajte tudi drugo mesto, jaz sem čisto zadovoljen. Tudi mi, poglej, poslušaj. Kaj ta kolo tudi dela, kako znaš ta kolo? Jaz sem ga videl že dvakrat. Ja, v soboto 28, pa v petek 27. A je to sponsorske kolo, ali si ga slučajno daj tudi vozil? To sem ga tudi vozil, ja, je pa sponsorsko, ja, to je pa tudi res. A zdaj že ogledal s takom kolesom? Ja, zadnjič, prvič zdaj. Enkrat edinkrat. Na tekmi. In kdo ti rane poliže? Veter.
Noben drug ni, kakšne ne. Ja, pa na zadnje sem prišel v cilj, me je njihova doktorca, ena 90 let stara, priporočila je staro havajsko zdravilo, to je aloe vera. Je šla v grmovju, odrezala in mi dala na rane gor in drug dan sem tekel naprej. In to, lepo, ja, lepo vidiš. Mira Kregarja pa je med tekmovanjem spodbujala tudi Avsenikova Golica. Golico so mi zavrteli, kadar je bila kriza, so mi zavrteli Golico in se sam črto potegnil, tako da je res fino. Ja, to bomo pa še videli, se zna zgoditi, bomo videli. Navijamo za tebe. Dame in gospode, dragi Kamničani, Miro Kregar! Čestitke! Srečno tudi vsem! Hvala lepa vse, kar storite za Kamnik! Hvala lepa! Glasbeniki na oder!